Ja. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer v nocojšnji oddaji Infokus. Glede na to, da v Državnem zboru pravkar poteka izredna seja Državnega zbora o stanju v pravosodju, smo nocoj v Infokus povabili enega od predlagateljev te izredne seje, gospoda Vinka Gorenaka. Gospod Gorenak, dobro večer. Večer, pozdravljeni. Zdaj, mogoče seveda bova govorila o tej seji, ampak če za začetek mogoče danes istočasno, ko poteka izredna seja Državnega zbora, je sodna veja oblasti v Portorožu organizirala nekakšno okroglo mizo in recimo na tej okrogli mizi je eden od seveda najpomembnejših členov te sodne veje oblasti, gospod Masleša, dejal, da je sodna veja oblasti, da so od osamosvojitve naprej sprejemala pozicijo nekakšnega okraska in zdaj, ko pa je sklenila, da bo prevzela bolj aktivno funkcijo, pa doživlja nekakšne kritike. Kaj pravite na to? No, jaz mislim, da je pravosodna veja oblasti bila vse skozi po osamosvojitvi nedotaknjena in da je živela v nekem zatohlem sistemu, kakršnem živi še danes. Je pa zanimivo, ta urnik sem danes pogledal njihov, kak je, 6 ur in pol strokovnih razprav in pa približno 9 ur piknika in zabave. Če to plačajo sami, jim lahko rečem dober tek, če pa to plača država, pa se mi zdi, da to ni prav. Zdaj, če se malo, to se pravi, če gremo na to konkretno, gospod Masleša pravi, da ni vse idealno, ampak kljub temu so prepričani, da se stanje v sodstvu izboljšuje in to ne statistično, ampak da se rešujejo tudi pomembnejše zadeve. Stanje zagotovo ni takšno, kot ga bomo danes več kot 8 ur poslušali v Državnem zboru. In pravi še, da odkar je sodstvo izkazalo namen, da bo svojo funkcijo popravilo v smislu večje neodvisnosti, se dogajajo napadi na sodbe, ki jim sledijo napadi na sodne ustanove in da pravi, da je tu sodstvo hendikepirano, ker ima politika pri proizvajanju očitkov neomejeno domišljijo. To je, če citiram gospoda Masleša. No, treba reči naslednjo zadevo. Glede, mi enostavno nismo navajeni dogodkov, kakršni so bili v sredo pred sodiščem v Ljubljani. Če greste kamorkoli tujino, kjerkoli boste imeli neke odmevne procese, bojo ljudje iz takih ali drugačnih razlogov se zbrali pred sodiščem in bojo protestirali. To pa seveda ne pomeni, bom rekel, da oni ne morejo neodvisno sprejemati odločitve. Jaz mislim, da je prav, da jih sprejemajo. Jaz mislim, da je prav, da, in ne samo prav, obvezno je, da spoštujemo njihove odločitve. To, da jih pa kritiziramo, da imamo pripombe na njihovo delo in tako dalje, je pa spet prav. Glede, če pred parlamentom demonstrirajo ljudje proti nam poslancem, mi moramo kljub temu delovati. In to se pravi, če pred sodno palačo protestira skupina ljudi, nikjer ne piše, da ne morejo normalno delovati. Morajo normalno delovati. Zdaj, če prav razumem, v tem predlogu oziroma v tem sklicu izredne seje, vsaj v teh vaših prvotnih predlogov je bila tudi zahteva po tem, da se pravzaprav pokliče na odgovornost ali zamenja vrh tožilstva in vrh pravosodja. Sem prav razumel? Mi smo seveda predlagali tisto, kar piše v zakonu. V zakonu pa piše, da je pot do razrešitve generalnega državnega tožilca preko državnega tožilskega sveta in zato smo ga pozvali, da naj preuči odgovornost generalnega državnega tožilca. Kar se tiče pa razrešitve gospoda Masleše, pa je pot preko sodnega sveta in ministra za pravosodje. V tem mi predlagatelji seveda ne odločamo, ampak lahko samo pozivamo. Zdaj, če seveda sledimo tem zapletom okrog te izredne seje, kako je pravzaprav
kaj se je pravzaprav dogajalo v ozadju sklica te izredne seje, ne, ki bi se morala zgoditi sredo, ne, po nekaterih zadevah, ne, a je to ta seja bila pravzaprav posledica dejstva, da je na sodišču potekal ta proces v Patrii. Kako je ta zadeva šla? V bistvu, kaj je prišlo, kako je prišlo do zapletov pri tej sklicu te izredne seje? Glede, ko smo mi vlagali zahtevo za izredno sejo, to je bilo tisti petek tam okoli 24-25, mislim, je bilo, takrat ni bilo jasno, kdaj bo zadeva Patrija končana. Celo je sodnica sklicala obravnave še za cel mesec junij. Se pravi, da smo mi kakorkoli to povezovali s Patrijo, to ne drži. Ne. Je pa res nekaj, ne, da smo dobili, mislim, da je bilo 31. maja ali pa 30. maja stališče predsednika Državnega zbora, da naši sklepi niso v skladu z ustavo in zato izredne seje ne bo naredil. Ne. Potem se je pa nekaj zgodilo v koaliciji do 31. skratka čez noč so po mojem pretuhtali situacijo in naslednji dan kar sklicali sejo. Ne. Se pravi, prejšnji dan rekli, da so sklepi neustavni in da seje ne bo, naslednji dan so rekli, aha, seja bo in to tretjega. In to tretjega. In jo tudi, seveda, so jo tudi sklicali šele takrat, potem je pa prišlo do teh dogodkov, da je bila napovedana zaključna beseda, pa da je prišlo do izreka sodbe v sredo tretjega. Zdaj, če vas prav razumem, mislite, da je imel kdo informacije, kakšen bo scenasled dogodkov? Jaz ne rad špekuliram, če nimam trdnih dokazov, lahko samo špekuliram, to mi pa ni všeč. Ne. Ampak je pa značilno, ne, da so se tisti dan razpletli trije dogodki. Ne. Prvič, razglasitev sodbe in to 1 uro pred sejo Državnega zbora. In drugič, gospod Fišer je imel tiskovno konferenco, na kateri je govoril o nepravilnostih v zadevi Hilde Tovšakove, kjer je seveda sporočil, da večjih nepravilnosti ni. Bo sicer zahteval še neka poročila, ampak njegova ugotovitev je, da večjih nepravilnosti ni. Se pravi, obsodilna sodba, večjih nepravilnosti ni, potem pa ne gremo mi na izredno sejo. Ne? Zdaj, povod za to sejo je bilo pravzaprav dogajanje povezano s Hildo Tovšak. Hilda Tovšak je res tam okoli 4-25, okoli 20. prejšnji mesec bila izjemno aktualna tema. Ne? Jaz sem v tem sicer zelo svoje mnenje, ki ga lahko tudi to javno zanimalo, v bistvu, ker to ste govorili, ker nimam težav. Mi smo to izredno sejo že del časa načrtovali. Jaz mislim, da sem pisal zahtevo za izredno sejo tu nekje med 10. in 20. majem. Ne. Tako da je nastajala že bistveno prej in je bila vezana na mnoge druge dogodke. Res pa je, da gospa Tovšakova potem ušla. Ne. Ampak gledajte, mi vsi danes uporabljamo besedo gospa Tovšakova je pobegnila. Beg, mednarodna tiralica in tako dalje. Jaz sem celo čestital policistom, ko so jo prijeli preko Twitterja, ampak take so bile takrat informacije. Če pa danes pogledate pravna dejstva, boste pa videli prvič, da je bila ugotovljeno predolgo v priporu, za kar bomo plačali odškodnino. 65. Ja, seveda. Ne. In drugo, kar lahko ugotovimo, da sploh ni bila na begu. Mogoče mi bodo gledalci rekli, da jo zagovarjam. Moji politični nasprotniki bi rekli, aha, je bila desne politične opcije. Seveda je bila davnega leta 2000 in nazaj, kakor jaz vem. Ampak formalno pravno ona sploh ni pobegnila. Ona je šla normalno iz zapora, nikjer ne piše, da mora čakati doma, če jo bo iskal kak poštar ali policist. In potem pa poziva, da mora priti v zapor, sploh ni dobila. Ona je dejansko potem sama poklicala policiste, pridite po mene in je tudi šla. Še več. Ona je celo, ko je bila v preiskovalnem zaporu v Celju, 2-krat pisno prosila pravosodne organe, ali lahko nastopim prestajanje zaporne kazni v zadevi Čista Lopata. In 2-krat so ji zavrnili prestajanje zaporne kazni. Jaz težko verjamem, da bi pobegnila, če je pa nekaj dni prej prosila, da gre v zapor. Te stvari preprosto ne grejo, enostavno gre skupaj. Dejstvo je samo eno, gospod Furlan je ali prepozno obvestil sodišče, naj jo spustijo, prepozno vložil obtožnico. To je vse. Dobro, zdaj, če gremo iz tega primera, recimo na aktualen primer, ki ste ga vi danes v razpravi večkrat omenjali.
To je razsodba v primeru Patria. Ne. V bistvu omenjali ste neke sestanke, ne. Zdaj, če lahko malo več o tem poveste, za kakšne sestanke naj bi šlo v bistvu v tem primeru? Glede, na tej točki se jaz tako sklicujem na tisto, kar seveda vem o tem. Ne. Moja izjava pa bo temeljila izključno na prispevku komercialne televizije Planet TV, ja. Tam so 2.6. prišli do nekih podatkov, ne, ki so govorili o tem, da naj bi se gospod Masleša, potem gospa Klajnškova, pa še ena sodnica in ena predavateljica, gospa Šugmanova iz Pravne fakultete sestajali. Novinarji so to podatek imeli in so jih vprašali, ali je to res in ali razpravljate o zadevi Patria. Ne. Seveda, predsednik Vrhovnega sodišča, kolikor je sploh ni odgovoril, ali pa je odgovoril, da ni res, medtem ko sta sodnica, katerega prejemka se v tem trenutku ne spomnim, in profesor Šugmanova iz Pravne fakultete odgovorili novinarjem. Ne. Odgovorili sta pa isto minuto. Ampak, gledajte, odgovor, ki sta ga pa poslali, je pa vsaj v primeru gospe Šugmanove ni pisala gospa Šugman, ampak novinarka Dnevnika, gospa Ranka Ivelja, ker se je preprosto, da je profesor Šugmanova zmotila in je poslala pač elektronsko sporočilo kar naprej. In to zdaj, ne glede na to, ali so se dobili ali se niso dobili, ampak to elektronsko sporočilo kaže na tako sprego, ne, med pravno fakulteto, pravosodjem in tudi novinarstvom. Zdaj, ravno če Vlado Mihaljak, publicist, ki je bil danes na tej okrogli mizi, pa pravi, ne, da odgovornost pri izgubi zaupanja v pravosodje je tudi na strani nosilca politične oblasti, ki po njegovem v spregi z mediji sistematično razgrajujejo sodno vejo oblasti s ciljem relativizirati pokvarjenost posameznikov, češ da so pokvarjeni vsi. Mihaljak je prepričan, da če zaupanje v pravosodje ne bo postopoma povrnjeno, se te nacije slabo piše. Ob tem je sicer ocenil, da tisto, kar se je zgodilo v sredo, predstavlja korak v smeri povrnitve avtoritete sodišč in zaupanja vanje. Ne, mislim, ravno obratno. No, jaz sem še govoril o tem, ne, da ljudje protestirajo pred sodišči, ne vidim tem čisto nič posebnega. V Sloveniji smo pač tega navadili. Ne. Je pa značilno, ne, sej to izjavo lahko tudi jaz podpišem. Ne. Če, seveda, ker je pač politična izjava. Ne, on je sicer profesor na FDV-ju, ali kje je že, ne, in bi po mojem mogel imeti neki veliko distanco do takih izjav. Tako je pa to prvovrstna politična izjava, ki jo tudi jaz lahko podpišem, ne, če mislim na leve, ne. Ker on misli na desne, ne, pač tako izjavo dal. Ne. Zdaj, kaj pa pravite na stališče, recimo, dobro, gospod Möderndorfer, ki je danes sicer v razpravi v državnem zboru je rekel, da če je mislila na ta seja dobro namenno, potem je v redu, ampak v tej razpravi na okrogli mizi v Portorožu je pa rekel, da gre za neposredno zlorabo položaja in moči za osebno rabo, ne, v bistvu, da je in glede današnje seje, izredne seje, DZ ocenil, da gre za izsiljeno zadevo. Ne, kaj pravite na to? Ne, jaz na nek način že utemeljil, kdaj smo začeli to sejo pripravljati. Je pa seveda dejstvo tudi to, ne, da zanimivo, ne, tudi dr. Pirnat govori o teh protestih tukaj pred sodiščem v Ljubljani. Tudi gospod Möderndorfer misli na to, ne, je danes govoril o tem, ne, ampak jaz zelo ločim nekatere zadeve in je prav, da jih ločimo tudi vsi. Ne. Mi moramo spoštovati odločitev sodišča. Če bi katerikoli politik ali kdorkoli danes rekel, ne spoštujmo te sodbe sodišča, ne plačajmo 8 milijonov evrov v primeru Miraža, je to direktni napad na pravosodne odločitve, ki ni dopusten. In to ni bil vaš namen, v bistvu. Seveda ne. Če pa mi govorimo o tem, da posameznik, kdorkoli, a je to kurjetat, a je to tat kolesa, ali pa je to gospod Janša, ni zadovoljen z odločitvijo sodišča in jo kritizirajo, je pa to njegova pravica. Je pa to njegova pravica. In to pravico moramo spoštovati od vseh, od njega do kurjega tatu. Vsem moramo dati to pravico. Zdaj, kaj pa zdaj
Tu je bilo malo, recimo na današnji seji, ne, vsaj do zdaj seja še traja, ne, seveda in še ni zaključena, ampak malo v bistvu neke distinkcije je bila med pravosodnim ministrom in pa med recimo sklicatelji. Ne, sicer mogoče ne toliko v analizi stanja v pravosodju. Ne, tu se vsi v bistvu več ali manj ste se strinjali, da stanje v pravosodju ni dobro. Gospod Pličanič je rekel, da vse od osamosvojitve naprej so problemi, ampak nekako na neki točki je pa distinkcija. Ne. On misli, da s to zavezo, ki jo je vlada podpisala oziroma izvršilna veja oblasti podpisala sodno vejo oblasti in tudi z nekaterimi spremembami zakonov, da je s tem v bistvu že delujejo v smeri izboljšanja razmer v sodstvu, ne, s tem, da pa vse iz izvajanja vašega ali pa iz vaših poslancev oziroma predlagateljev izredne seje pa vendarle niste zadovoljni s temi. No, poslanci imamo sicer različna mnenja, ja. Ampak to je dejstvo tudi znotraj poslanske skupine. In povedal moje osebno mnenje, gledajte, tako ta zaveza državljanom, kot tudi predvidena dva zakona, ki sta že v državnem zboru, jaz jih še nisem prebral, bom rekel, če gredo v tisti smeri, kar je on napovedal, je to prava smer. Ne? To je prava smer in tega ne smemo zanemarjati. Še nekaj je, ne? Če se jaz spomnim izrednih sej, ki smo jih imeli v državnem zboru v leta 9, 10 in tako naprej, sem bil osamljen, odnosno je bila SDS osamljena, češ kritizirate sodstvo. To ni dopustno. Kresalova me je pozivala k odstopu kot poslanca in ne vem, kaj je vse bilo. Ko sem kritiziral nekatere odločitve sodišča, je danes v državnem zboru pravzaprav bilo popolnoma drugačno kot leta 10. Lejte, minister kritizira stanje. Tudi predsednik sodišča reče, da ni najboljše stanje. Vsi poslanci, koalicije in opozicije, pravzaprav se zavedamo in vemo, da stanje ni dobro. Ne? Ampak bistveno vprašanje pa je, kako bo popravljeno. Ne? Zdaj, če bomo vedno iskali soglasje pravosodja, se bojim, da ga ne bomo. Ne? In tu se bojim, da minister preveč boža pravosodje. Ne? Enostavno je treba sprejeti učinkovite zakone, ker je to naša pristojnost, in jim naročiti, da jih izvajajo. Tako kot oni lahko suvereno obsodijo kogarkoli od nas in bo kdorkoli od nas šel v zapor. To je njihova pravica in dolžnost. Naša pravica in dolžnost pa je, da zakone pišemo. In ni treba njih spraševati za mnenje. Kaj pa vprašanje, mislim, precej razlike v bistvu pri vprašanju odgovornosti. Ne? V bistvu, ne? Sicer pri nas, vi ste naštevali danes nekatere statistične podatke, kako je s tem v Evropi, v evropskih državah, kako je z temi disciplinskimi ukrepi in z nekaterimi drugimi ukrepi in kako je pri nas. Ne? Vi ste pri nas našteli, mislim, da 2 ukrepa, 3 drugi. No, sej, gledajte, to je zanimiva zdaj, mogoče že v štartu je treba nekaj ločiti. Ne? Jaz pa zajel te analizi podatke Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije. Ja. Ne? Podatki se temeljijo na podatkih Evropske unije, ne Slovenije in ne moje, to sem jih prepisal iz bruselskih podatkov, če želite. Ne? Tu moram biti malo daljši. Ne? Slovenski sodniki imajo imuniteto. Ne? In pod to imuniteto se skrije vse. Pod to imuniteto se skrije nepravočasno sojenje, napačno sojenje, napake, nepravočasno spisane sodbe, nepravočasno, ne vem, vloženi obtožni predlogi, če želite, in tako dalje in tako dalje. Ne? Naše sodstvo pozna disciplinske ukrepe. To je treba priznati. Ti so podobni nemškim, avstrijskim ali italijanskim. Nihče v Sloveniji pa verjetno še ni slišal, in to moram zelo poudariti, da bi sodnik zaradi napačno sprejete odločitve, zaradi prepozno napisane sodbe ali zaradi česar podobnega ali nepravilne uporabe prava, če želite, ali pa recimo Hilde Tušakove, ki je bila v zaporu predolgo, kar sami povedo, odgovarjal. In sicer, da bi odgovarjal materialno in kazensko. Nemški, avstrijski in italijanski sodniki so materialno in kazensko odgovorni, ampak ne za tatvino čokolade, to so tudi pri nas, za svoje odločitve. Verjetno so pa zavarovane odločitve, oziroma država plača. Ne, država, to ne vem, kako imajo, mislim, da ne, ampak vsaj ta dokument pravi tako, da država plača državljanu odškodnino za tak primer, vendar to odškodnino izterja od sodnika. Zdaj pa, če imajo sodna združenja, ki je zavarovano svojo odgovornost, tako kot pri nas zdravniki, ne vem, ampak sodnik je dolžen plačati odškodnino, vrniti odškodnino državi, ki jo je izterjal državljan.
Tega pri nas nismo slišali nikoli in dokler ne bomo tam sistem uvedli, tega tudi nikoli ne bomo slišali. To pri tožilstvu verjetno podobno razmišljate? Ja, podobno. Saj jaz lahko tudi številke navedem, ker nekaj številk imam, recimo s seboj. Ne. Recimo v Avstriji so izrekli sankcije izrečene sodnikom 26 v letu 2006, v Italiji 51, v Nemčiji 25, pri nas 1. Potem je pa tožilci, sicer Avstrija nič, Italija 15, Nemčija 4, mi 2. Še bolj zanimivi so pa pravzaprav seveda podatki tudi o številu sodnikov in tako naprej, ampak problem teh številk, veste, slovenskih, ne, mogoče sem zelo malo krivičen, ne, ker navajam samo številko, izrekli so en ukrep. Problem Slovenije, ki je ta, da ko sodnik ali tožilc naredita napako, vidita, kaj sta storila, rečeta nasvidenje, jutri bomo odvetnik. In je jutri odvetnik, tako kot gospod Penko, ki potem zagovarjajo pač, mislim, da gospod Zidar, kaj je že bilo. To se pravi, da sankcije pomenijo tam tudi izgubo v bistvu sodniške službe? To sem hotel reči, ja, da je v teh državah v primerih, hujših primerih, sodniku izrečejo odpoved delovnega razmerja, skratka vržejo ga ven, bomo rekli po domače, in nima pravice postati odvetnik. Tako kot pri nas prvo minuto. In to je kar problem. Dobro, jaz predlagam, da na kratko pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih.